V Point Out Weeklyju gostim Marka Bucića. Pogovarjala se bova o učinkovitem povezovanju marketinga in prodaje. Dober dan, dobrodošel, dobrodošla v novi oddaji Point Out Weekly. Danes gostim Marka Bucića, Živjo. Ki je vloger, a ne? In hkrati tudi med drugim imaš vlog Sales Police, kjer analiziraš prodajne taktike podjetij in hkrati tudi daješ nasvete, kako bolj narediti prodajo, a ne? Hkrati si pa tudi lastnik podjetja Pro Nasvet, kjer podjetjem enako pomagaš pri prodajnih aktivnostih. V preteklosti si pa delal tudi na Bauhi, Kolektivi in še kakšno podjetje bi se našlo. Ja, ene parih je bilo, enih 5-6, ja. Še enkrat živjo. Bi še kaj dodal? Nič, hvala za vabilo. Po moje, da ne, bova šla skozi pogovor, pa bomo sprot videli, bomo še odkrili. Tako. Pogovarjala se pa bova o učinkovitem povezovanju marketinga in prodaje. Tako da s tem bi pa jaz šel kar v prvo vprašanje. Pa začniva tako čisto pri osnovah. Okay. Ali je prodaja del marketinga ali jo vidiš kot dve ločeni, sicer med seboj povezani aktivnosti? Prodaja ni del marketinga, absolutno, ker prihajam iz prodaje, ne hecam se. Po mojem mnenju ni del marketinga, sta to dve ločeni zadevi, izredno morata biti povezani, izredno. Je tako, ne? Wes Schaefer, človek, ki sem ga srečal na Samplu, bo mogoče pol kasneje še kaj povedal o njemu. Zanj sem videl en njegov post, ki je govoril o dveh plateh istega kovanca, ne? Večkrat tudi nekje drugje sem že zasledil te primerjave prodaja marketing, ne? Pa v bistvu meni osebno ni všeč primerjava, zato ker sta vsak na svoji strani kovanca, ne? In pol mora CEO flipat coin, ne? Da se odloči za sales ali pa za marketing, ne? Tako da moramo biti na isti strani, sta pa dva ločena pojma. Jaz bi rekel, tako kot una škatlica, ki jo navijaš, pa se pol odpre, pa na federčku, na tisti vzmeti ven, škratek pajacak vam preleti, ne? Škatla je marketing, ki mora biti lično zapakirana, zato da ga navdušiš, da jo odpre. Pajacak, ki skoči ven, ne, je pa prodaja. Tisti prodajnik, ki seveda mora zintrigirati tistega, da se prestrašiš v končni fazi, če je to namen. Vzmet je pa povezava med prodajo in marketingom. Tako da nujno zelo tesno skupaj, sta pa vseeno vsak malo na svojem bregu. Je specifika posla oziroma karakteristika same, kako bi rekel, oddelka, ne, je drugačna. Tako da super vprašanje. Mislim, da si dal zelo dober primer, a ne? Kako je škatla marketing, kako si rekel lutka oziroma pajac prodaja in vzmet pa kako jo oboje povezuje. Morda tudi tukaj, jaz, ko sem še iz šole, ko sem hodil na ekonomsko fakulteto v svojih zgodnjih 20 letih, nas so učili, sicer po fakultetah je tudi drugače, FDV drugače uči, ampak nas so učili, da je marketing, celota prodaje pa del marketinga, ne? In če bi se tukaj na tvojo analogijo tudi navezal, v bistvu ta celotna škatla, ne? Rekel si, da je ta škatla, da ti človeka privabiš, da mora biti lično zapakirana, ne? Jaz bi v tem primeru rekel, da je marketing v bistvu ta celota, ne? Zato ker ta pajac, ta vzmet je v škatli, ampak v osnovi se pa strinjam, tako kot si povedal, tudi zaradi tega, ker če se malo zdaj obrnem na podjetja, kako to delajo, pa bova še več o tem v nadaljevanju rekla, podjetja prevečkrat ločijo te dve zadevi, ne? Vi ste marketing, vi ste prodaja. In ni te vmesnega člena, velikrat je tudi ta borba med obema oddelkoma. In se mi zdi zaradi tega, da si dal zelo, zelo dobro analogijo, kako se mora vse skupaj povezati. Vzmet je ključna, ne? Ali pajac, ki ven odleti, se pol katapultira in ga vzmet ga lepo ne, kako se reče, umiri, ne? Oziroma ga nazaj vrne, ne? Ali pa skoč pa tam nekje gor ostane, ne? To, kako znajo prodajniki in marketingaši komunicirati med seboj, ne? Ko se pripravljajo neke kampanje, gradiva, kreative,
en in drug oddelek morata v bistvu dihati na ista pljuča. Cool. Kaj bi pa pol rekel, da je srž oziroma bistvo prodaje? Ja, marketing ne. Spet se malo hecam. Kaj je srž prodaje? Ja, pajacek. Ne? In zdaj, kaj mora ta pajacek narediti? Ne? Ta klovn, bistvo prodaje je, da nismo klovni. Ne? Absolutno, da ne. Pa včasih si nekdo misli, da mora čim več govoriti, pa čim več mahati po zraku, pa biti komunikativen, pa navdušiti unga na drugi strani ali to kupec naročnik karkoli. Ne? Pa moje mnenje, da je ravno nasprotno. Ne? Srž prodaje je, da poslušamo. Ne? Srž prodaje je, da smo v bistvu izredni diagnostiki. Ne? Okay. Se pravi, ne samo pol, tudi neke people skills, se pravi, da imamo te neke veščine, neke osebnostne lastnosti, empatijo, ampak dejansko sposobnost logičnega povezovanja. Da ti znaš povezati problem pri stranki s tem, kar lahko ti ponudiš, da ne vsiljuješ svojega produkta, ne rabiš se ga napifljati na pamet. Ti moraš v bistvu začutiti stranko, poznati svoj asortiman produktov, storitev in to povezati skupaj. In ni tako simpel. Veliko pomaga matematika, veliko pomaga številke. Jaz sem izobraževal, kadriral različne prodajnike, iskal na trgu in dejansko pomaga, če si dober s številkami, si ponavadi boljši v prodaji. Zadnja zadeva, kaj pa srž, je pa, da si konkreten. Da ne prodajaš bullshita, da ne nakladaš stranki, da nisi agresiven, ne, ta puši. Ker dostakrat prodajniki v mojih časih, 15 let nazaj, zavarovanja, sesalci, gospa 16 nastavkov ima, sesa, čist neslišanje, 2700 vatov. Ok, easy. A jaz zares to rabim? Gospa, za vas ta prava dva tista nastavka, ker vem, da vas muči to. Wow, ne rabim drugih 14. Ne? Se pravi, ne agresiven biti, ampak asertiven. Se pravi, da točno veš, na kere tipke, katere čas pritisniti. Tako da, ja, manj govoriti, več poslušati, razmišljati logično, številke so ključ. Pa morda tudi, če grem jaz tukaj en korak naprej, tudi če boš ti te gospe prodal ta sesalc, pa bil zelo puši, kot si se izrazil, ona bo, morda bo še to kupila. Ali pa veliko Slovencev je v preteklosti to kupili. Ampak kaj se potem zgodi? V bistvu ta oseba čez, ne vem, že ko je prodan ali pa čez en teden, en mesec ali pa eno leto reče, pa jaz tega sploh ne rabim, zakaj sem jaz to sploh kupila? Ker v bistvu imaš še ti slabo izkušnjo s tem, ker prodajalce sicer prodal in je zadovoljen, ampak jaz bi tukaj rekel, da on je one time to naredil, enkrat je to naredil, pa tej gospe ne bo nikoli več prodal. Če si pa ti to drugačen, pa tukaj bi rekel z vidika prodaje, da ti, tako kot si rekel, preko vprašanj ugotoviš, kaj ta oseba pravzaprav potrebuje in na podlagi tega teleraš produkt, oziroma ne produkt, ampak vključiš v paket tisto, kar ona res potrebuje. Potem bo pa tudi oseba čez ta en mesec, eno leto še vedno zadovoljna, ker ji bo dejansko reševal njene probleme. Direktno odgovorila na njene probleme. In potem se bo ona tudi vrnila nazaj k temu prodajalcu in rekla, zadnjič si mi pa tako dobro pomagal, zdaj bi pa to potrebovala, a mi lahko tudi pri tem pomagaš. Absolutno. In če ima samo en problem, rešujemo en problem, ne 16 problemov, to je ključna zadeva. In ja, če tudi enega ne znamo, bo ona povedala pol sosedi, da je on spet malo nategnil, pa je prodojen sesalskega sploh ne rabne. Tako ne. Naše meje in naša dolžina obale morske narekujejo to, da treba zelo paziti. Jaz se spomnim, ko sem še naprej v pokojninski družbi, pa so takrat prodali neke zavarovanja, neke pakete v nekih drugih zavarovalnicah zelo agresivno. To je bilo res primeri, sam da si kupim nove feltne na BMW-ju. Ni bilo drugega messagea, ne? Mi smo pa dejansko takrat imeli dober produkt, pa na dober način smo ga prodajali. Ja, long term, absolutno. Super. Kako pa v Sloveniji, po tvojem mnenju, sodelujeta marketing in prodaja? Dobro, slabo, nekje vmes, kaj bi bilo lahko boljše? Kako v Sloveniji sodelujeta marketing in prodaja? Lahko povem to, kar sem jaz Slovenije videl skozi svoje oči, svoje službe, partnerje, naročnike. Ta vzorec ni najbrž dovolj velik, tako da lahko malo tle generaliziramo posploševanje, vedno malo nehvaležno. Ne? Ampak
jaz, če bi probil zdaj na hiter, malo pogledati to sliko, bi rekel, nekje tam vmes, nekje poprečno, nobenih presežkov, seveda so primeri, kjer to bolj funkcionira, so primeri, kjer to slabš funkcionira, tako da zelo različno. Neke zadeve, ki so dobre, absolutno smo kreativni. Ker sem bil v koncu novembra na samplu, tisti neki marketinški primeri kampanje, ki so nagrajene, meni so super, top. To so res neke nadstandardne kreative. Poznam ljudi po različnih podjetjih v marketingu in v prodaji, sposobni ljudje, produktivni ljudje, gre v smeri reševanja nekih izzivov. Ne. Tako da tle ne vidim v bistvu nekih izzivov, vidim, absolutno smo dobri, ne. Profesionalci v bistvu. Bolj je mogoče na drugi strani, kako so podjetja zapakirane in to, kar so se na začetku dotaknili, mi in oni, ne. Marketing in prodaja. Ne. Dostikrat je to naš oddelek, vaš oddelek, to ločevanje, pa se pol v bistvu zaradi tega tudi zatikajo aktivnosti, posledično pa tudi, kar sem jaz opazil, je procesi. Preveč nečesa, včasih biti bolj papeški od papeža, zakomplicirati si stvari, pa zdaj mora potrditi, pa pol oddelek nazaj vrne. Tako, absolutno imeti nek zdrav workflow pa business process management, ampak ne si zakomplicirati stvari. Ne. In klasična zgodba, to je pa, ker sta dva oddelka, ne, je vedno treba paziti na to, kdo bo zdaj kaj naredil, ne, kdo je za kaj odgovoren. Ne. To pa mislim, da ni sam problem prodaje in marketinga, pa najbrž ne tudi sam Slovenije, pa v Sloveniji je dosto izrazito ta skrivanje pred odgovornostjo. Okay. V končni fazi naš minister za karkoli že trenutno, ali se skriva, ali se ne skriva, ampak on se ne počuti odgovornega za karkoli se je že zgodilo. Sej najbrž veste, ne bomo šli zdaj sploh v to polemiko, ampak nisem jaz. Ne. On project manager, sales manager bi mogel to. Ne. In je vedno pol treba ugotoviti, ker če imaš dva oddelka, sta tudi ponovadi dva šefa, ne. Šef marketinga in šef prodaje. Ne. In kdo je pol bottom line odgovoren recimo za nek projekt. Ne. To je pa rak rana, prevzemanje odgovornosti. Ne. S tem se zelo strinjam. To je nekako v naši kulturi že toliko noter, da ne prevzemamo odgovornosti in se to kaže na različnih nivojih. Dal si pa lepo primer, kako to iz vrha, tudi iz politike, pa ne bo šla v to, tudi pride. Ampak imel bi eno drugo vprašanje še zate, morda tudi malo nehvaležno. Okay. Ampak kaj bi pol rekel v Sloveniji, v čem smo boljši? Smo boljši v marketingu ali smo boljši v prodaji? Tako na prvo žogo v marketingu. Na prvo žogo, marketingu. Zakaj? Zato, ker se mi zdi, kakor spremljam različne konference, ne vem, social media, od Facebooka do LinkedIna, hodim po sestankih, delam z različnimi podjetji. Kreativnost, to, s čemer sem začel, ne, kreativnost, ta neka odločnost, ta neka profesionalnost, se mi zdi marketinške zgodbe zelo, zelo na mestu. In obvladovanje pol digitala in tako dalje. Te sales skills, ne, se mi pa zdi, da veliko, ko sem šel po različnih podjetjih, primer, prvo leto, ko sem šel na svoje, na samostojno pot, sem imel po moje v 6-7 mesecih 50 sestankov. Eno je tako podjetje, ker bi lahko rekel, da so imeli neke procese, segmentacijo, sisteme nagrajevanja, prodajo naštelano tako, kar bi mogli. 1 od 50, to je 2%. Ne? Tako da, pa imamo dobre prodajalce, pa imamo dobre menedžere na področju prodaje, ampak se mi še vedno zdi, da marketing je ta kreativa, znamo narediti lepe oglase, lepe reklame. Ne? Klasičen prodajnik se mi pa zdi, da je še vedno v Sloveniji postulat nekoga, ki je malo agresiven, pa malo puši, pa glizanj sem rojsten dan otroka v vrtcu praznujemo, oziroma v eni igralnici, in se pogovarjam z eno mamo in kaj pa ti delaš, jaz se pogovarjam s prodajno svetova, komunikativno. Ne, zakaj mora biti vsak prodajnik občan? Narobe, ne? Tako da bi rekel, marketing wins. Tle pa absolutno. To je zelo zanimivo, kar poudarjaš, ali pa si že na začetku pogovora izrazil, da še 15 let nazaj je bil tam ta prodaja pri nam
poznana kot agresivno. Čeprav že vemo, mislim, da je celka 30 do 50 let, kako mora biti prodaja bolj preko teh vprašanj, pa da ti telera zadeve, to, kar sva govorila na začetku. In zelo zanimivo, kako vse tudi k nam pride z zamikom. Ampak tukaj, če se navežem na to vprašanje, pa tvoj odgovor, bi se jaz strinjal s tabo, da enako marketing bolj prevladuje, pa bom povedal iz drugega zornega kota. Jaz sem bil 1-2 leti nazaj v Ameriki, pa sem prav sedel v eni firmi, sicer zelo kratka izkušnja, 3-4 dni, in sem že dobil ta občutek, kako so pa Američani bolj prodajno usmerjeni in kako imajo te procese bolj dodelane, ne? In prodajo ravno na takšen način, kot smo midva govorila. Sicer verjamem, da imajo podjetja, ki so ful prodajno usmerjene, kot Studia Moderna, enako narejen, se pravi, da imajo prodajne dialoge, ne? In točno vejo, kaj je ta skripta, po kateri želijo voditi človeka na drugi strani. Ne? Ampak to ni puši, to je zapeljan kot pogovor. Ne? In prideva nazaj do postavljanja vprašanj, vodenju sogovornika. Bova tudi pol dala en primer knjige, kjer je ta prodajni proces tudi opisan, ampak čisto drugačen pristop. In ne, če smo mi na eni strani ful dobri tehnologi, tako jaz primerjam Slovenijo pa Ameriko, pa znamo zelo dobro razvijati stvari, jih ne znamo na drugi strani dobro prodati. In tukaj neka zmes, ne, med Slovenijo pa Ameriko, da bi se mi še bolj naučili prodajati, pa to zapakirati v nek produkt, ki je teleran uporabniku. Tukaj je tudi z podjetniškega vidika, kjer lahko naredimo še največji napredek. Absolutno. Sicer nisem pristaš skript, ne maram tega, smo delali te skripte, ampak pol moraš pustiti prodajniku proste roke. Tako se strinjam. Vsaka stranka je drugačna, če peleš po ABC, nimaš več kot 3 skripte, najbrž različni, malo so. Mislim, skripte rečemo temu priročnik kot vodilo. Čisto absolutno, ampak miselnost, ki se pogovarjaš recimo z Američani, pa gledaš njihovo miselnost, odprtost, ta zdrava komunikativnost, ne ta gobčnost, kot je pri nas neka ideja, da vse malo gobcej, pa govor po telefonu, pa bo že prodal. Ta mindset je pri njih precej drugačen. In absolutno mindset, keep on, pa da probaš, tudi če padaš, pa se pobereš, pa v Sloveniji ni, ne, v Sloveniji, če ti firma propade, vsi govorijo, groza, zdaj pa z njim ne moreš delati, ne? Zakaj ne? 5-krat propade, enkrat bo že uspela, ne? Samo da človek ustraja, ne? Ok, grejo na naslednje vprašanje, in sicer, kaj pa v podjetju narediti, da bosta marketing in prodaja bolje sodelovala? Imaš ti kakšen nasvet, predlog, kako bi to slovenska podjetja lahko izboljšala? Ena drzna bi bila, da te enega šefa za prodajo in marketing. To so primeri, ko podjetja niso tako velika. Pol, ko preraste v okvir nekega, že pri srednje velikem 30 zaposlenih se začne to lomiti, ali lahko ustrajaš tem. Ne, absolutno. Eno je kultura podjetja, eno je kultura, da se podpira od direktorja podjetja do vodij oddelkov, da je neka zdrava kultura, zdrava komunikacija, zdrav feedback, iskrenost, debata, to, da se podpira v bistvu ljudi, ki kaj narobe naredijo, ne pa da se jih tepta pa prebije na križ, ne? Ta filozofija, absolutno. Drugače pa neke praktične zadeve, kjer pa v bistvu se jih da optimizirati, so pa procesni management, kako prodajo in marketing bolj skupaj zapeljati, ne, skozi neke procese. Da bo ta vzmet dobro delovala? Točno to, ja. Da se ta vzmet ne zlom, pa da ne odleti gor, ampak da je lepo tako, spet ne najdem tiste besede, da je taka fleksibilna, da je lepo vibrira, ne. To kombinacijo najti pravo, ne. In to so seveda neke aktivnosti, procesi, a si pomagaš z nekimi project managerji znotraj oddelkov, v glavnem, da se ne zatakneš pri aktivnostih, pri porabi časa, ne. Druga zadeva je pa ta srčnost, ta energija, ta motivacija zaposlenih, ne, ki se pa lahko tudi v bistvu rezultira skozi sistem nagrajevanja. Prodaja ponavadi vedno, imaš fiks, pa variabilen del, pa če nekaj prodaš, dobiš še malo zraven, ne. Klasična miselnost, ampak tle se počasi neha, ne. Večina slovenskih podjetij, ne, pa zdaj lahko govorim tudi o nekih večjih zavarovalnicah, pa nekih večjih podjetjih imajo res, ne vem, ali bi rekel slabe, ali bi rekel, da sploh nimajo sistemov nagrajevanja, ki so ustrezni, ki so motivacijski. Moje mnenje je,
celotno podjetje mora biti nek sistem nagrajevanja, ki motivira. Neke KPI-je, ki jih izmeraš in če jih dosežeš, presežeš, dobiš tudi neko finančno nagrado. Hkrati so pa pol neki te mehki kriteriji, obnašanja, komunikacije, kdo komu pomaga, dajanje feedbacka in tako dalje, ki jih tudi lahko nagrajuješ. Ni nujno skozi materialno sfero, lahko skozi neko drugo, ne? Ampak dejansko jih pa lahko pelješ tudi skozi to. Mi smo na kolektivi zelo pametno sestavljali nek sistem nagrajevanja, pa pri startupu, ko smo zrastali 4 na 35 v enem letu, je to zadeva, ki je živa, ki je neka ameba, pa parametri, ki miga. Na Bolhi smo tudi urejali, sam pomagam podjetjem in jim zlagam sisteme nagrajevanja. Ponovadi je tako, ne? Po feelingu, po vetru. Zdaj pa mislim, da ta mesec bi pa lahko malo jim izplačal, ker so naredili 10 ur več prometa, prejšen. Sem imel enega, sva delala skupaj in potem sem ga vprašal, kako jim pa izplačuješ, pa je rekel, nič, tako malo pogledam, koliko je kdo kaj naredil, pa koliko mi zatežijo. Koliko mi zatežijo? Unka je bolj pušči prodani, pa reče šef, daj mi 200 nagrade, unka pa mu je bolj naroden, pa dobi kaj, 100 nagrade evrov. Ne gre, te zadeve morajo biti zelo, zelo premišljene, mislim. Tako da optimizacija analitike enih sistemov, predvsem pa tleno, da v srcu razumemo bistvo in se pogovarjamo in to, da ni nekomu težko. In potem se tudi znebimo tega, da se izogibamo odgovornosti. Ker če je ta zdrava klima, ne, se ljudje tudi mečejo v spredje, pa se žrtvujejo. Ni samo zdaj sem dobil spet en pok, pa eno mapo na mizo, pa imam dodaten del. Ne hote v službo zaradi dodatnega dela. Hote zaradi dodane vrednosti in dodatnih rezultatov. Kako bi pa rekel, da je prodajna miselnost, se pravi prodajni mindset ali sales mindset, pomemben pri rasti podjetja? Prodajna miselnost absolutno, predvsem pa pomembno pri rasti podjetja, da... Se pravi, to mislim na ravni celotnega podjetja, da vsi razmišljajo na podoben način in vejo, kaj je na nek način tudi generator napredka ali pa rasti podjetja. V bistvu vsi bi mogli prodajati v podjetje. Vsi, tudi neka tajnica, računovodkinja, ki je nek dogodek ali pa ki ona pele otroke nekam, pa sreča nekoga, pa če imamo zdravo podjetje, bomo vsi naredili malo reklamo za to podjetje. Pa se ne, da bo ona zdaj vzletela z brošurco, pa scenikom pa začela tam nekaj prodajati. Ne, seveda, da ne. Ampak vsi bi mogli imeti ta prodajni moment. Je pa tle ključno od zgori navzdol. Ta miselnost, a je to vsiljeno ljudem ali ni, ne? Vsak bi mogel imeti malo tega DNK-ja, ne? Je pa seveda miselnost, da gre podjetje naprej, ni nujno vezano zdaj s prodajnimi številkami, ampak to, rast podjetja, dodana vrednost, ustvarjanje nečesa. To, da ljudje hodijo v službo zato, da se dobro počutijo in nekaj naredijo na koncu dneva. Ne samo, da enkrat na mesec pogledajo na plačilno listo, pa mi je kul, ne. Ni to poanta. Poanta je, da dejansko hodiš v službo nekaj ustvariti. Kada se igraš z Lego kockami in na koncu, če nekaj fajn sestaviš, je to kul, ne. Un dan, vedno na koncu se ti zgodijo dnevi, kaj sem danes lahko naredil. Skozi sem nekaj delal, 10 ur sem nič nisem naredil, se ti zdi 3 dni, pa naenkrat se začnejo zadeve zlagati. In so te zadeve, zato da imajo ljudje tudi eno vizijo, ne. Da ne hodijo v službo samo zato, da hodijo in pol že malo gledajo moje delo, zaposlitev, tretje, kam bom šel. Dajva še malo pogledati digitalne kanale. Rekel bi, da se marketing in prodaja vedno bolj selita tudi na digitalne kanale in da sta preko njih tudi vedno bolj povezana ali se pa zakriva ta prava ločnica med marketingom in prodajo. Kaj bi ti rekel za digitalne kanale? Katere so tiste najboljše prodajne taktike, ki delujejo preko teh kanalov? Še jih testiram. Tako da Sales Police vlog je moj hobi, ta hobi je zdaj mislim, da glih enih 6 mesecev, tako da še testiram. Delali smo seveda tudi na Bolhi, delam tudi s podjetji, različne zgodbe, ampak kjere taktike, ne? Absolutno, to po moje ni več tujka, da video je ključen, ne? Da najbrž se ne bomo ustavili zdaj pri tem video formatu, ne? Zdaj seveda, a so to neke Facebook, Instagram, jih režemo na 10 sekund, 30, a delamo neke storije, a delamo neki v bistvu, da utripa skozi neki uporabniku pred očmi, a bomo šli z videa na nek drug format, a bo to zdaj
nekaj, kar si sploh ne predstavljamo, da se bomo lahko teleportirali, pa bo v bistvu čist drugače, pa boš s teleportom kar vletel nekam pred nek audience, pa boš šel drugam, pa na tej točki nam to zdaj ni še čisto jasno. A se bo razvil nekaj novega? Absolutno pa iskati nove kreative, ne se ustaviti in iskati neke nove zadeve, a funkcionirajo ali ne, treba testirati. Ne, delati A, B, C, D, E, F, G, H testinge, ne samo A, B, hočem povedati, igrati se mal, ne. Če zasereš, če rečeš, sorry, ni rad, ali grem naprej, ne. Ne se bati, probati, jaz se včasih malo bojim preveč testirati, pa absolutno pa iskati drugačnost, biti drugačen, ne. Spremljam določene Američane na spletu, na LinkedInu, kjerkoli že, oni imajo zelo ta mentality, da absolutno moraš biti drugačen, moraš biti glasen, marketingaši recimo, ne, da moraš izstopati, ker če ne, si mrtev, dobesedno te ni, ker pa sam posnemaš, razdeliš si tržni delež, vprašanje je, koliko prideš v unem pie chartu zraven, da si košček torte zrežeš in je to ne. Tisti, ki si pa upa, ki je drzen, ki je drugačen, bo absolutno uspel. In seveda, pri vseh teh vsebinah, relevantnost in to, da si prisoten. Morda bi tukaj jaz dal en primer, glede kako marketing pa prodaja, kako sta res zelo povezana ali pa težko opažiš ločnico. Prej si ti omenil video. Jaz video bolj vidim kot neko marketinško taktiko, da ti to pozornost vzbudiš in ga pripelješ, naprimer, rečva na pristajalno stran. Dajem primer, oziroma bom dal primer z vidika seminarjev, ker veliko seminarjev se tudi online prodaja. Se pravi, ti najprej vzbudiš pozornost, pripelješ človeka na pristajalno stran, uporabnika na pristajalno stran in tam ponavadi so te pristajalne strani pa zelo prodajno usmerjene, naravnane. Se strinjamo. In tukaj uporabljajo te klasične prodajne taktike, kako v bistvu peljati osebo po tej strani, pa kaj v določenem momentu prikazati, da se bo potem zgodila ta konverzija. Tukaj bi jaz rekel, da je zelo zakamuflirana, bolj gre, se pravi v prvi vrsti gre bolj z vidika, kot ti preden ti prideš na pristajalno stran, za marketing, ampak potem na pristajalni strani pa bolj do izraza pride prodaja. Ampak še vedno je prisotna ta marketing prodaja, ampak bolj je teža tudi še vedno moraš ti zgodbo povedati z vidika marketinga, ampak tisto, kar bo pa na koncu učinkovalo, da bo nekdo opravil to zaključno konverzijo, so pa te prodajne taktike, ki bodo nekoga tudi pač prepričale. Tako da tukaj je res ta zmes zakrita med marketingom pa prodajo. Ja, vse bolj in bolj, se je primer z teleportiranjem, pol v bistvu več lahko ne moram zdaj razmišljam, ne bomo rabili marketinga, ker bomo rabili v bistvu izključno neke inženirje, IT-ovce, ki bojo znali izvesti biomehaniko in tako dalje, ne biologe, da bojo znali izvesti teleport, pa ki se boš teleportiral, boš mogel znati pa prodajati. Ali pa umetna inteligenca. Tako da v bistvu v prihodnje bo sodelovanje med biokemijo in prodajo, marketing bo umrl, tako da ne, malo heca. Ja, zakrit, precej zakrit. Se pa zelo vidi, to si dal super primer, ki pol priletiš na nek landing page na pristajalno stran, ki je flashi, puši, vse se svet, ki preveč hočejo, pa 3-krat prečrtana cena, pa znižana, pa tle, pa klasična, moje mnenje napaka. Spremljam ljudi, ki prodajajo te online seminarje, pa prodajajo pa pol že na Facebooku, ki je nek postak, recimo sam, pa že sam za vas, pa sam še danes, pa pol dejansko, če malo spremljaš, pa če si malo zapomniš, vidiš, da je nekdo 3 dni nazaj rekel sam še danes, pa je pa še vedno isti post na Facebooku sponzor. Čak, ne delite tega, ker se razvrednote, ker se dejansko razvrednote. Ja, ta del pa absolutno prodaja. In bodite drugačni, upite si malo drugače zapakirati. Pa sploh ni važno, pol je prodaja ali marketing, kam spada, ampak da ljudje rečejo malo, kaj pa je to zdaj, Mi smo recimo na Bolhi imeli en super primer, en produkt, ki je bil čist nov, nas so hoteli primerjati z news portali, 24 ur Siol, te novičarski, in mi smo bili pa v bistvu spletni oglasnik, ki smo imeli svojo specifiko in smo razvili produkt, ki smo ga imeli sami mi. In pa ga kupec ni mogel primerjati z nekimi klasičnimi banerji, prevzemi, video, unimi, tretjimi, karkoli se prodaja že v tej digitalni sferi oglaševanja, ampak je bilo sam pri nas. In če je to imeli neko dobro konverzijo, na kateri smo delali, neke dobre KPI, cene ne moreš z ničemer primerjati. To je pa priceless.
Ker drugače, ta seminar je tok, ta je tok, ta je 5 ali ne naštel, kaj me bo naučil, ta pa 7. Ok, ta produkt imajo samo oni, wow. Rezultati so ful dobri. Koliko plačam? Ja, tok. Ja, ok, nimam druge, ne. Pač bom spraznil žepe, ne. Ta drugačnost, unikatnost, ne, to je... Super, Marko. Dejva za zaključek še povedati, oziroma da te vprašam, a spremljaš kakšne podcaste, vplivneže, priporočaš kakšno knjigo našemu gledalcu, gledalki z področja prodaje, ki je res... Ja, Salespoly, seveda. Okay. Spremljam, snemam, lajkajte, šerajte. Ne, spremljam, absolutno. Sicer pol, ki imaš do svojega dela, pa pol, ki si narediš še tak hobi, pa ki imaš še 3 otroke doma, ti malo časa zmanjka, pa pol zvečer se vprašaš, ali boš šel zdaj en podcast poslušati ali pa nekaj službenega, pa preberati neke vsebine, članke, bloge, vloge, ali bom en kvaliteten film pogledal, ne. Tako da tle je mal ta paradoks, ki se zna zgoditi, ampak absolutno, knjige kar nekaj. Jaz bi izpostavil eno, videl sem naprej tudi tam, lahko pokažeš. To je meni osebna Biblija, jaz tudi ta spodnja Challenger Sale. Okay. To je moj fundament prodaje in sicer se pravi, da prodaja izzove, ne da izziva, da je prodaja drzna in ne predrzna in da je prodaja asertivna in ne agresivna. In še mnogo drugih stvari, razčleni, kjeri so tipi prodajalca in neka zelo obsežna analiza od zadaj. Meni osebno neka Biblija, ta Challenger, se pravi ta pristop nekoga, ki zna izvati, ki predrami in ne pusti v bistvu kupcu spati, ker kupac misli, da mu je vse v redu, dokler nekdo ne pride pa reče, čakaj malo tam, pa čez 5 minut boš trčil ledeno gor. Kje je ledena gor? Bum, se Titanik potopi. Tako da, drugače pa Wesa Schaefferja sem na začetku omenil, on je The Sales Whisperer, dela tudi podcast, jaz sem ga srečal še intervjuiral, sem ga, ker sem delal vlog na Samplu. Zelo redo dečko, tak klasičen nek Američan, ampak zelo prodajno naravnan. Vice, da je bil v vojski, vice, da je katoliško vzgojen, 8-6 otrok, tako. Zelo zanimiv človek, tako da njega se splača spremljati. Včasih ima malo take, ko prebereš nek post, pa te kar malo, ampak glih to je bistvo, ne. Pol je recimo Donald C. Kelly je Sales Evangelist, sami so taki čudni, Sales Evangelist, Sales Whisperer. Tako da, jaz ne hodim v cerkev, da ne bo pomote. Zelo v redu. Ta Sales Evangelist ima tudi tako po teh levelih oziroma po stopnjah junior, senior management, pa treningi, pa tudi dela podcast, pa mislim, da je tam 10-20 minut, niso zelo dolgi, ne, tako kot upam, da tudi ne bo veliko več kot 20 minut. Je že? So že čez? Ja. Ok, to je to. Knjige, članki, Smart Brief on Sales, to je en newsletter, nekje se naročite, zelo v redu, ker ima dnevne vsebine. To je več ali manj to. Super. Še tebe kaj zanima strani prodaje? Mislim, da si mi na enih vprašanj odgovoril, tudi zame je bilo zelo poučno. Je pa res, da se tudi jaz v podjetju največ s prodajo ukvarjam in zaradi tega tudi zelo preberam knjige, poslušam podcaste z tega področja in hkrati vedno preizkušam kakšne nove taktike in se tudi kot firma vedno bolj izboljšujemo iz tega vidika. In morda za konec bi tukaj tudi jaz, jaz sem enako, zame tudi The Challenger Sale Biblija, osnova, na katerem ta pristop, na katerem pač mi kot podjetje gradimo. Potem pa z mojega vidika je tudi zanimiva knjiga Science of Selling, ki je, kot sva rekla, bolj kot nek priročnik ali pa učbenik, ki ti pomaga lahko z nekimi vprašanji, kako prodajo voditi. Potem pa še tole knjigo, ki jo zaenkrat še berem oziroma poslušam, Never Split the Difference, ki je pa predvsem za področje pogajanj. Je napisal bivši FBI-ovc in kakšne taktike so v FBI-ju pri pogajanjih s teroristi uporabljali in potem so to tudi testirali, kako je on testiral, kako to učinkuje pri prodajnih procesih v poslovanju. Tako da tudi ful priporočam, ker pogajanja so pa del zadnje faze tudi prodajnega pristopa oziroma prodaje. Tako da to so neke te 3 knjige, ki bi jih jaz izpostavil in sem jih prebral. Hvala, Marko, ker si bil moj gost. Hvala za povabilo. Tako da, če imate še kakšno vprašanje za Marka, kar spodaj napišite v komentar in bo Marko na to seveda z veseljem odgovoril, a ne?
Absolutno, pridite kaj pogledati na Salespolis. Tako. Pa seveda na Point Out. Kaj sva rekla, da je marketing vmes zmagal, ne, nad prodajo? Pa jaz bi rekel, mora biti v balansu, ne. Ampak, tle pa absolutno še to finish on this bombshell, ne. Marketing je pred prodajo v smislu tisto, kaj je prej kura ali jajca. Absolutno je marketing prej, ne. Super. Hvala, ker si bil z nama in se gledamo naslednjič. Zmenjeno, čao. Čao. Why?